In en lep pozdrav. No, danes smo pa spet tukaj na našem zeliščnem vrtu. Predstavili bomo spet nekaj rastlin. Sicer, čeprav je bil zdaj v zadnjih dneh nekaj dežja, bomo seveda počakali, da se rastline dobro posušijo in napolnijo se svojimi eteričnimi olji in da bodo spet primerna za nabiranje. No, danes bi vam rada predstavila rastlino. Evo, mislim, da jo že vsi poznate. Reče se ji timijan. Timijanov je več vrst. Tale je navadni timijan. Imamo pa tudi seveda tiste, ki se razraščajo po tleh in so citronski timijani. Eni so tudi belolistni, torej timijanov je več vrst. Timijan je zdajle že kar v takem lepem cvetenju, ne še čisto vsi. Cveti takole podobno kot materina dušica, torej tako lepe bledo roza cvetovi se vidijo. In pa kako se razrašča? Razrašča se kot polgrm. To bi rada povedala, ker marsikdo zamenjuje timijan za materino dušico, vendar to sta dve različni rastlini, čeprav sta po funkciji oziroma po uporabnosti, lahko rečemo, čisto enaki. Čeprav jaz osebno, naprimer, timijan zelo rada uporabljam več v kulinariki, kot pa v čajnih mešanicah. Timijan se pač pobira zdaj, v času cvetenja. Pobirajo se takole zgornji deli rastline, te olesenele pustimo pri miru, da se lahko potem on spet ponovno razraste in na novo lepo požene. Zakaj se timijan uporablja? Timijan je zelo dober kot naravni antibiotik, pomaga tudi deluje antibakterijsko, preprečuje razna glivična obolenja. Najpogosteje se uporablja seveda kot čaj, torej da naredimo poparek iz njega. Zelo pogosto pa se v zadnjem času uporablja tinktura. Tinktura timijana se pa potem uporablja najbolje kar zjutraj, takoj ko si pač umijemo zobe, da pogrgramo tisto tinkturo. S tem pač seveda, ker deluje antibakterijsko, preprečimo širjenje raznih bakterij, virusov v naši ustni votlini in s tem pač ohranjamo naše zdravje, krepimo imunski sistem, krepimo dlesni, preprečujemo razvoj raznih bakterij v ustni votlini, tako da nekako si pomagamo s tem, da ostanemo zdravi, da se ne prehladimo oziroma da nismo toliko podvrženi raznim prehladnim obolenjem. Tinktura se pripravi, seveda najboljše je iz sveže cvetoče rastline, da jo prelijemo z alkoholom. Lahko uporabite seveda domač sadjevec, najmanj nekje 50%, da je alkohol, na katerega namočimo timijan. Timijan se zelo dobro suši, tako da seveda zdajle, ker je bil dež, počakamo nekaj dni, da se dobro posuši in ga potem lepo naberemo. Kot vidite, je odlična paša za čebele, tako da en del timijana le pustite, da odcveti, saj s tem pomagamo tudi čebelicam, da imajo dovolj hrane. Zelo lep grm. Močno se razrašča. Pazimo seveda tudi, da nam čez zimo ne pozebe. In pa seveda lahko vidite, da se tudi lepo od znotraj naprej obnavlja. Naslednja rastlina, evo, čudovito. Naslednja rastlina, ki bi vam jo rada predstavila, je, mislim, da jo že tudi vsi poznate, zdaj že tudi lepo cveti, vedno več jo je, in to je kamilica. Opažam, da tudi ljudje
tako na teh družabnih omrežjih pogosto sprašujejo, kako prepoznati kamilico. Kamilico tisti, ki jo že res poznate, jo najpogosteje prepoznate po njenem vonju, drugače pa kamilico primete cvet in ga odprete. In kot lahko vidite, je notraj votla. In če je znotraj votla, je prava kamilica. Če pa ni, pa pomeni, da so kakršnekoli marjetice, tiste pa seveda potem niso najboljše oziroma najbolj primerne za nabiranje. Torej, ni kamilica. Kamilice se uporablja, najpogosteje jih uporabljamo, kadar so kakšne želodčne težave, če so kakšne težave z dihali, kadar so težave z nespečnostjo, takrat jo z veseljem uporabimo. Naj povem, da včasih so, kadar so imeli težave z želodcem in pa z bruhanjem, so uporabljali kamilico, vendar kamilica se ne uporablja takrat. Uporablja se, če so res kakšne črevesne težave, če so težave z napihovanjem in tako, kadar pa že nastopi bruhanje, takrat pa uporabimo meto. Meta pa prijetno hladi, umirja želodec in preprečuje razdražljivost želodca. Tako da kamilica pomaga pri raznih težavah, kot sem povedala, napenjanje, če so kakšni želodčni krči, otroci jo imajo zelo radi in je pogosta sestavina otroških čajev v kombinaciji z janežem, kumino, komarčkom, tako da si jo lahko z veseljem nabirate. Je enoletnica in če jo pustite na nekem mestu, se bo ona lepo sama naprej osjala in razraščala. Kamilico seveda pripravimo kot čaj, torej poparek iz njenih cvetov. Uporabljajo se tudi listi, tako da ni važno, da pobirate samo cvetove. Lahko jo kar takole odrežete in uporabite vso zgornjo rastlino z listi vred. Pazite le, da pač ni ušiva. Ušivost pač preprečujemo z naravnimi pripravki, najpogosteje so to kopriva, preslica, razni praproti. Lahko uporabite pa tudi naravno sredstvo, kot je nim olje. Tisti, ki ste obiskovali naše zeliščne delavnice, že poznate to olje, sem vam ga tudi že nekajkrat malo predstavila. Lahko si pripravite tudi tinkturo iz kamilic, zelo dobro se obnesejo v mazilih, to pomeni, da jih date namočite na olivno olje in si pripravite macerat. Kamilično mazilo deluje protivnetno, blagodejno deluje na kožo, jo pomirja, če so kakšne odrgnine, pomaga pri celjenju, tako da vsestranska rastlina, ki skoraj da ne manjka na nobenem vrtičku, kakor jaz to opažam oziroma poznam ljudi. Tako, čudovite rastline, zelo lepo že dišijo, sicer so zelo malenkost sprane od dežja, ampak ko bo spet dobro posijalo sonce, bo tule prav prijetno dišalo po kamilicah. No, to bi bilo nekako danes iz moje strani vse. Jaz vas pozdravljam. Do naslednjič. Želim vam, da preživite lep teden, ostanite zdravi in lep pozdrav.